Če bi mi pred 4 leti kdo rekel, da bom kolesaril, bi mu rekel, da naj se neha delati norce. Živja. Evo, prazniki so mimo in vse skupaj se počasi vrača v tisto svojo normalno stanje. Meni je sicer majčkeno zagodil prehlad, kakšne 2 tedna, 3 tedne sem bil zdajle bolen, ampak kar sem govoril z ljudmi, je bilo veliko takih, tako da očitno je bilo nekaj v zraku. Kar se tiče kolesa, sem res gledal, da sem vozil maksimalno cono 2, da so bili treningi nizkointenzivni. Zdaj, ko sem se pa pozdravil, sem pa tudi treninge že majčkeno pojačal. Malo sem razmišljal, kva naj posnamem. Je zima, tako da je kar težko dobiti idejo povezano s kolesarjenjem za posnetek. Na koncu sem se odločil, da na hitrco opišem svojo zgodbo, kva me je pripeljalo do tega, da kolesarim. Tako da, evo, tukaj je. Kdor me pozna, ve, da sem mahnen na motorje. Svojo prvo kroslo sem dobil že pred 10 letom in kot mulcu na vasi, kjer je res ogromen prostora, ti ne zmanjka terena za užitek. Pol v obdobju srednje šole sem zamenjal 3 mopede, 2 skuterja in enega AP1. Tiste 2 skuterja sem nekako mi ratal uničiti, no, ne vem, ta zadnji amortizer se je pri enem polomil, ta drugi je zaribal, AP1 je bil pa neuničljiv, tisti je pa kot tank je šlo. Klasika. No, pol sem pa že začel majčkeno služiti, sem začel delati in sem prišparal toliko denarja, da sem si kupil moj prvi pravi motor. To je bila Kawasaki Ninja 300. Takrat sem je pa pol odprl čisto nov svet. Spoznal sem ogromno enih novih ljudi, šel sem na kraje, ki jih še nisem videl. Je pa vse skupaj pripeljalo do tega, da, oziroma ni prav dolgo trajalo, da smo šli s kolegi na dirkališče. Tam sem pa tudi pol videl, da mi veliko bolj paše voziti po pisti, kakor po cesti. Ampak ni bil to noben presenečenje, no, zato ker sem že od majhnega skozi spremljal Rossija pa MotoGP. No, Ninja 300 sem pol kmalu zamenjal za moj sanjski motor, Yamaha R6. S tem motorjem sem pa pol samo še več ali manj vozil po dirkališču. Vozil sem dirke slovenskega organizatorja Slovenija Speed Cup in vse je bilo res super, razen ena stvar, cene. En dan na dirkališču je kar drag špas. Sva pa s punco takrat tudi začela delati stanovanje, tako da to je pomenilo samo eno stvar in to je bila ta, da tako ne bo šlo več naprej, da bom pač mogel nehati dirkati. No, tukaj evo se pa zdaj v zgodbo umeša še kolesarjenje. Kolesar sem v bistvu začel zato, da sem imel kondicijo za motodirke in kupil sem eno čist poceni gorsko kolo, tisto oranžen, ki ste ga videli na dirki Vipava Valley Gravel. Ni pa dolgo trajalo, da sem kupil tudi eno rabljeno specialko, staro. In s tistim kolesom sem pa v bistvu začel nabirati moje prve kilometre. Je bilo pa tako, da vsakič, ko sem šel na kolo, sem se dobro počutil, pa res mi je bilo fajn, ker je presenetilo še mene. Tako nekako je kolesarjenje zamenjalo moj prvi hobi. Moram pa reči, da na kolesu in na vseh eventah, ki so nam na voljo, res uživam. To je to. Če imate kakšno dobro zgodbo, pa napišite komentar. Prepričan sem, da je veliko takih, ki so isto mislili, kakor jaz. Vsaj, kar sem se zgovarjal z ljudmi, veliko ljudi pravi, da nikoli niso mislili, da bojo kolesarili na koncu. Na koncu smo pa tam, kjer smo. Važno je, da delamo tisto, kar nam paše, pa kar uživamo. Zdaj, ko tole snemam, je sobota. Jutri bom po moje odpeljal eno Zwift dirko po dolgem času. Bom pa tudi vse skupaj posnel, pa vključil tale video. Se vidimo jutri. Cajt je za dirko. Pri Zwiftu mi je res všeč to, da imaš cel dan v bistvu priložnosti dirkati, ker se skozi nekaj dogaja. Jaz bom danes dirkal na Virtus Slow 4 Endurance dirki, tisti dopoldanski, zato da bom imel popoldne še majčkeno časa za družino pa za ostale stvari. Tako da gremo dirkati. No, pa dajmo. Zadnjo dirko sem odpeljal pred enim mesecem, bil sem bolan, pa še prazniki so bili vmes, tako da me je prav zanimalo, koliko se bo to vse skupaj poznalo na kondiciji. Vnaprej sem se pripravil tako, da sem si pogledal profil trase in videl sem, da bo že takoj na začetku treba kar fajn poganjati, zato ker nas je že takoj čakal en klanc. Ta klanc sicer ni bil nič poseben, ga je bil dosti kratek, ampak še vse glih je bilo pa treba kar paziti, zato da si prišel skupaj s skupino do vrha.
Preostank proge je več ali manj ravnina, tako da kar se tiče kolesa, je bilo najbolj izbrati nekaj aerodinamičnega. To je pa to, dirka je bila dolga 2 kroga, s tem, da je bil cilj v zadnjem krogu na vrhu klanca, kar je pa pomenilo, da bomo klanc odpeljali vse skupaj 3-krat. Ne vem zakaj, ampak čizmeraj pri dirko imam visok srčen utrip. Nisem živčen, ampak očitno adrenalin naredi svoje. Sledil je štart in takoj smo zavili desno v klanc. Po 7 minutah smo prišli do vrha in od tukaj naprej nas je po spustu čakala več ali manj samo še ravnina. Sliši se fajn, ne? Ampak po izkušnjah, ki jih imam, so včasih ravninske dirke zelo težje kot kakšne klančarske, tako da sem bil vseeno raje majčkeno bolj previden. Bilo je par napadov, ampak noben ni bil prav hud in uspešen. Sam sem probal čim bolj izkoristiti za vetrje in šparati moči za klanc. Drugič v klanc. No, zdaj je šlo pa že majčkeno bolj zares in ene 2-krat me je kar fajn zaskrbel, da bom odpadel. Je pa tako, da so taki momenti ključni in glih takrat, ko najbolj peče pa boli, moraš zdržati še tiste pol minute, da ostaneš zraven. Razmišljati moraš v tej smeri, da tudi vsi ostali trpijo, kar je pa čista resnica. Drugi krog je bil bolj miren kot prvi, tako da gremo kar na klanec pred ciljem. Do kakšnega kilometra pa pol pred koncem sem se še kolikor toliko dobro držal, no pol sem pa kmalu začutil, da imam prazen tank in enostavno nisem mogel več. Dirko sem zaključil na 10. mestu od 25, kar pa spet ni toliko slabo. Če ne drugega, je bil to en super trening. Je pa zanimivo, koliko se poznajo tisti 3 tedni. Kar sem po statistiki gledal, dirka ni bila nič posebenega. Pozna se to, da že dolgo nisem vozil dirk, pa da sem bil ven vmes, ampak nimaš kaj, vse je v redu, važno je to, da spet lahko vozim, pa da sem zdrav. Forma bo pa kmalu nazaj, tako da ni panike. Če ti je bil video všeč, stisni naroči se, pa se še vidimo. Živ!